Druga godba je festival glasbe sveta, ki letos poteka že 37. leto zapored. Glavnina dogodkov se začne jutri in bo trajalo do sobote, 2 koncerta pa se nam obetata tudi jeseni. O festivalu bomo spregovorili z vodjo festivala Bogdanom Benigarjem. Bogdan, lepo pozdravljen pri nas v studiu. Dobro jutro. Ja, dober dan, da se malo zbudimo. Ne? Bi nam lahko zunaj kaj zaigrala? Do 10 je sigurno še dobro jutro. Tako. Častovno ste super, ne? Ja. Za del tale festival. Drugače poteka že konec maja. Bodo lahko gledalci jutri na koncertu dejansko tudi morda plesali? Ja, prostora bo dovolj, ne. Sicer jutri so predvidena sedišča, ker je tudi glasba, recimo, da je pretežni del koncerta tudi bolj umirjena. Govorimo seveda o koncertu znamenitega hrvaškega pevca, avtorja Darka Rundeka in njegove nove zasedbe Ekipa. Seveda pa, kdor bo hotel iz svojega sedeža vstati, bo sigurno lahko tudi zaplesal in to brez mask. In to brez mask, ker kako je zdaj z ukrepi? Nekaj se je sprostilo, gremo lahko na koncert brez maske? Edini veljavni ukrep je torej pogoj PCT, seveda s tem, da moramo seveda upoštevati vsa priporočila NIJZ-ja glede razkuževanja rok, razdalj in tako naprej. To je zdaj, na to opozarjamo seveda in je to seveda, ljudje se lahko primerno dogodku in številu obiskovalcev odgovorno obnašajo na koncertu in na festivalu. Tako je, ne? Veliko je tudi na nas obiskovalcev, da se odgovorno obnašamo. Zdaj, eden letošnjih koncertov je že za vami. Kako je potekal koncert Tigran Hamasjan? Ja, Tigran Hamasjan je res izjemen armenski pianist, živi zdaj v Združenih državah Amerike in dela med armensko glasbeno tradicijo, ki jo poustvarja na svoj način, in džezovskimi in drugimi žanri, ne. Ima svoj jezik glasbeni, zato je tako zanimiv in prepričljiv. Smo zelo zadovoljni, lep obisk je bil. Poln klub Cankarjevega? Ne, Galusova dvorana. V Galusova dvorana. V petek so bili še ukrepi glede kapacitet in razdalje, tako da smo zelo zadovoljni. Se je zelo lepo napolnilo in je lep obet za nadaljevanje festivala. To ste namerno naredili koncert že en teden prej? Tako je naneslo. Ta koncert je bil v koprodukciji s Cankarjevim domom in ciklom glasbe sveta. Vsako leto skupaj naredimo en koncert. Tako da smo seveda glede na razpoložljivost glasbenika in termine, ki so bili na voljo, se odločili, da naredimo prvi koncert, pa nekaj dni pavze in potem v strnjeni obliki še 4 dni na 4 različnih prizoriščih po Ljubljani. To je taka dobra, krepka predjed, ne? Pol pa majčkam pavze, da nas pripravi še na glavno koncertno jed festivala. Zdaj, imate tudi okrogle mize, ki bodo potekale na različne teme. Bo ena od tem mogoče tudi digitalizacija. Veliko stvari je šlo zdaj na digitalno, ko se nismo mogli živo družiti. Povabili smo eno ekspertinjo iz Francije, Sandrine Lacoste, ki bo na to temo spregovorila skupaj z našim ekspertom Nikolo Sekulovičem. Tako da mislim, da bo to zelo zanimivo, kdor bo uspel priti v petek ob 11. na Sigic. Se bo tudi posnelo, tako da možno tudi kasneje to si pogledati. Vsekakor je fino, da imamo recimo tudi pogled od zunaj, kako zunaj, še posebej Francija, ki je ena vodilnih držav v glasbeni industriji, če ne vodilna, da malo primerjamo zadeve in vidimo, kje je naša pozicija in kaj si lahko obetamo v prihodnosti. Sicer se pa začne že seveda jutri s prvo okroglo mizo, ki pa bo bolj na temo mednarodnih glasbenih mrež in povezovanj in možnosti glasbenikov in producentov do povezovanj in dostopa in tako naprej. Ja, zdaj v letošnjem letu, v času epidemije, je bil dostop kar otežen vsem ljubiteljem kulture. Se vam zdi, da bo nekako digitalizacija, digitalni koncerti, da je tukaj tudi nekaj sven prihodnosti morda? Ne, to je tako, kot če bi rekel, da prihodnosti ne bomo več brali časopisov. Ne, bomo, ne. Tako da mislim, da bo prišlo do neke sinergije enega in drugega, vsekakor pa mislim, da glasba brez živih koncertov nima nobene prihodnosti.
Zdaj, koncerti so vsi usmerjeni v svetovna glasba, ne. Druga godba pokriva svetovno glasbo in to se sliši, kot da imate širok žanrski potencial, ne, kar ga verjetno tudi imate, si predstavljam. druga godba je prvi festival v Sloveniji, ki je pripeljal v Slovenijo reggae koncert, hip-hop koncert, nekatere druge vsebine, ker glasbe sveta ni žanr, ne, to je okvir, znotraj katerega lahko najdemo različne popularne in tradicionalne glasbe, godbe iz vsega sveta. Znotraj tega najdemo veliko lokalnih žanrov, ki so postali tudi globalni, recimo en tak primer je Afrobeat iz Nigerije, sukus oziroma kongoleška rumba, ki je tudi postala globalni fenomen in tako naprej. Te stvari se razvijajo, vedno prihajajo nove, ker z novimi generacijami glasbenikov prihajajo tudi novi žanri oziroma njihov pristop k glasbi. Tako da to spremljamo seveda in skušamo seveda to predstaviti lokalnemu pa tudi mednarodnemu občinstvu, konec koncev je to mednarodni festival. Zadnje leta je prihajalo kar nekaj stalnih obiskovalcev, imamo, ki prihajajo vsako leto, sicer v ta majski termin, letos še verjetno ne bo, tako kot bi moralo biti, kar se tega tiče, ampak upamo, da naslednje leto lahko gremo nazaj v ta majski termin in smo lahko spet ambiciozni, kot smo bili v preteklih letih. Letos smo se seveda prilagajali razmeram in skušali bolj predstaviti regionalno glasbeno ponudbo, čeprav imamo tudi eno skupino iz Velike Britanije, s pevko iz Afganistana, ki je že v Ljubljani. Tako da smo vsaj ta delček malo zapolnili, ne? Čeprav moram pa reči, da smo imeli s tem koncertom logistične težave, tako da sem vesel, da je samo ta bil, kar se tiče letalskih prevozov. In sem zdaj še bolj prepričan, da je bil ta regionalni pristop pravilen in edino smiseln. Ja, letošnje leto je kar lahko logistični zalogaj za marsikaterega organizatorja. Zdaj, že nekaj let prirejate pa tudi koncerte za otroke na drugi godbi. Kdaj ste začeli v bistvu, ne? Kdaj ste si pa rekli, zdaj smo pa že 20 let delamo festivale, naredimo še za otroke? Kolikor se jaz spomnim, je bilo skozi, mogoče kakšno leto ni bilo, ampak letos je posebnost, ker smo šli v koprodukcijo z Zavodom Divja misel oziroma z Vodnikovo domačijo v projekt Baktski iz klavirja. Pravzaprav gre za naročeno delo, Vodnikova domačija, bolj konkretno Špela Frlic, je našla 4 glasbenike, ki bodo izvedli program glasbene poezije. Sicer nekaj koncertov je že bilo, ampak prava premiera v Ljubljani bo pa zdaj to soboto ob 6. na Vodnikovi domačiji in upam, da bo prišlo čim več otrok, seveda starši, seveda. Ob kateri uri pa bo? To ob 6. popoldan, pol zvečer pa je še en koncert Katja Šulc, ki je tudi premierno predstavljal svoj nov album, tako da vreme v soboto bo lepo, po zadnjih informacijah, tako da bomo na vrtu Vodnikove domačije. Imenitno, torej vabljeni na vrt Vodnikove domačije, kjer bo vse za mlado in staro, pa tiste tudi mlade po srcu, ne, saj glasba nas vse pomlajuje. Bogdana, hitro bova skočila v oglase, po oglasih pa nadaljujemo pogovor o drugi godbi, ki letos že 37. leto zapored vabi vse sladokusce svetovne glasbe. Ostanite z nami, se gledamo. Dobrodošli nazaj v našo družbo z vodjo festivala Druga godba Bogdanom Benigarjem. Govoriva o čemu drugem kot o drugi godbi že 37. leto zapored. Tik pred oglasi sva omenila otroški program, dogajala se bo na Vodnikovi domačiji, lepo vabljeni to soboto ob 6. Drugače pa prav pestro, eden od koncertov za odrasle ima prav posebno ime, Zvezdana Novaković, in Čaralice. A so Čaralice spremljevalni bend? Tako misteriozni. To je nov projekt Zvezdane Novaković, v bistvu gre za svetovno premiero. Tako da moramo počakati do petka, kaj se bo zgodilo na odru, ker tega noben ne ve, tudi mi še ne. Tako noben še ni videl, noben še ni slišal. Nekaj smo sicer že pokukali na vaje, punce se pripravljajo, gre za večjo zasedbo vokalistk, ki jih vodi Zvezdana Novaković, naša zelo priznana
pevka, zraven sta še 2 glasbenika, tudi nekaj plesa bo, skratka gre za večjo zasedbo in glede na dosedanje projekte Zvezdana Novaković, mislim, da bo to gotovo eden od vrhuncev festivala in ga zelo priporočam. Pred tem koncertom bosta nastopila še Summer Blues in Miha Erič, ki je bolj, rečemo, bluzovski, rockovsko-bluzovski projekt tega dua. Koncert je predviden na vrtu Švicarije v Tivoliju. Če bo vreme zdržalo, za petek zaenkrat še ni čisto jasno, napovedujejo se padavine zvečer. Mislim, da bomo počakali do jutri na najnovejšo napoved in če bo napoved še vedno slabo, imamo rezervno prizorišče, to je Kino Šiška. Kino Šiška, to je tam. Tako da nič ne bo odpadlo, vse se bo zgodilo. Če bo potrebno, bomo spremenili prizorišče. Tako da za vse je poskrbljeno, plani B so. Plan B ostajajo. Kateri bomo pa lahko slišali vse izvajalce letos? Je veliko tudi naših lokalnih, ne? Letos sva že rekla, da je bolj regijsko zastavljeno. 3 sva že omenila sva Katjo Šulc soboto, zdaj sva predstavila petkov program z 2 koncertoma. To so torej 3 domače zasedbe. Morala bi biti še 4. Katalena, in jutri skupaj s koncertom hrvaškega glasbenika Darka Rundeka in ekipe, ampak smo morali to zaradi pač nekaj se je zgodilo, ne bi zdaj o tem pred javnostjo. Nekaj se vedno zgodi. Tako da smo se dogovorili, da bo ta koncert oktobra, 7. oktobra, ampak da bodo veljale vstopnice, s katerim gre jutri na koncert. S temi vstopnici je možno iti tudi na koncert Katalene, ki bo oktobra. Tako da to so te 4 slovenske skupine. Predstavila sva eno hrvaško, imamo še eno hrvaško, ki je zdaj kar hit, moram reči, ne samo na hrvaškem, ampak tudi v mednarodnem pomenu, ker so naredili 2 albuma zelo specifičnimi muzikami, to je skupina Nemanja. Torej, gre za različne žanre, ki so vplivali na vodjo benda Lukaš Šepetić, od Libanona, Kumbije iz Južne Amerike, muziki iz Daljnega vzhoda in so to zelo lepo vkomponirali v njihov glasbeni izraz in je zelo prepričljivo. To bo v četrtek na letnem vrtu Gale Hale na Metelkovi. Kjer je zelo lep prostor, kdor še ni bil tam, naj si gre pogledat, ker je to zelo lepo. Gale Hale je čudovit, izjemna vzdušja se tam. Tako, glede na temperature, ki bodo v četrtek, bo tudi že senci zvečer, tako da je to res tudi fino se malo skladiti. Bo pa ta večer, tudi ta skupina, o kateri sem prej govoril, smo jo že skoraj pol pripeljali iz Velike Britanije, ostali še pridejo jutri. To je zasedba Kefaja s pevko, ki ima pa zelo zanimivo zgodbo. To je Elaha Sorur iz Afganistana in ona je prišla kot begunka pred 7 leti iz Afganistana v Veliko Britanijo in je pridobila britanski potni list na podlagi verjetno njenih referenc, ki ji zdaj omogočajo zelo lepo glasbeno kariero. Dela sicer tudi v teatru in tako naprej, ampak je izdala album skupaj s Kefajo, ki ga je revija Songlines uvrstila med najboljše albume preteklega leta. Tako da gre za skupino, ki ima kar veliko koncertov, zdaj po Veliki Britaniji sploh so del ene zelo trendovske londonske scene, ki je zelo raznolika, ki tudi kombinira različne glasbene žanre, od jazza in tako naprej. Ampak tukaj govorimo o programu, ki temelji na afganistanskih ljudskih pesmih, ki so jih napisale ženske. Ženskih ljudskih. Tako, kar je še posebej zelo zanimivo. No in seveda ona poje v jeziku farsi, to je pač eno od 2 uradnih jezikov v Afganistanu. Torej perzijski jezik, ki ga govorijo v Iranu. In tudi v Afganistanu je zelo močna tradicija farsija. V Kabulu sem slišal, da se v glavnem govori farsi.
Tako da bomo slišali, mislim, da prvič v zgodovini festivala takšen program. Je pa program tak, da seveda ni izveden na njihovih tradicionalnih inštrumentih, ampak je vpet v sodoben čas, v urbano okolje. To, kar recimo dela Katalena že ves čas. Tako. So malo drugače. Tako, malo drugačen Ja. etno. Ja, jaz bi težko temu rekel etno, ampak nekako se izogibamo tega izraza pri drugi godbi. Če že govorimo o teh ljudskih komponentah, jih potem rajši dajmo v ta okvir glasbe sveta, ker etno je nekaj čisto drugega. Čisto drugega. A je še kaj kart na voljo za koncerte? Karte se lepo prodajajo, tako da za vse večere so še na voljo. Kapacitete so se namreč medtem povečale iz petka na ponedeljek, tako da dobrodošli vsi, ki niste mislili, da ne boste do karte prišli, zdaj so karte še na voljo. Nekaj sem slišal, da je že nekdo govoril, da je razprodano, seveda ni razprodano, zdaj s temi novimi kapacitetami seveda čisto druga. Darko Rundek, tudi so še karte. Ja, seveda, se pravim, do petka je bilo še tako, da na ta kapaciteta je bilo že skoraj polno, ampak zdaj se je to sprostilo in je seveda so karte dodatne v obtoku in kar je za nas seveda za dobro, predvsem je dobro tudi za glasbenike, ustvarjalce in seveda tudi za občinstvo, da lahko res skupaj kreiramo neko atmosfero, kjer rečemo koncert, ker koncert seveda ni samo nastop izvajalca, koncert je tudi odziv občinstva in eno brez drugega ne gre. To ne gre, da bomo spet dobili ta duh koncerta, ki si ga vsi Dober koncert je lahko samo takrat, ko pride do sinergije izvajalca in občinstva. In občinstva, tako, prenos te energije, to je vedno čudovito začutiti. Karte dobijo na vaši spletni strani? Na spletni strani mojekarte.si in njihovih prodajnih mestih, pa 1 uro pred koncertom na prizoriščih. Pa 1 uro pred koncertom na prizoriščih. Bogdan, najlepša hvala, da si se oglasil v studiu. Verjamem, da imaš urnik drugače na polno natrpan, zdaj le med festivalom. Ampak to je najlepše. To je najlepše, saj zato živimo umetniki. Celo leto se pripravljamo na to, da imamo zapolnjen urnik tisti teden, ko je festival. Da imamo zapolnjen urnik. 24 ur. Vsi lepo vabljeni že na 37. mednarodni festival Druga godba, vse od 2.7. do 10.7. poteka festival, karte so še, Bogdan pravi, vsi lepo vabljeni, da bo prišlo do pravega vzdušja. Zdaj moramo pa zaključiti, da ne bom jaz Bogdana zadrževal, da ne bo slučajno kakšen koncert zaradi mene odpadel ali pa kaj takega. Tako da Bogdan, še enkrat najlepša hvala, veliko uspeha z festivalom in pa se vidimo prihodnjič, ko nam boš predstavil kakšen nov projekt. Sem slišal, da bo še veliko glasbenega letos. Hvala za povabilo. Hvala tebi, da si se odzval. Mi pa na hitro v oglase, po oglasih pa vsi na drugo godbo. Po oglasih nadaljujemo seveda s programom, zvečer se pa lahko že dobimo na drugi godbi. Stanite z nami, se gledamo.